Lepo pozdravljeni na našem kanalu Spomnim se. Danes bom govorila o rutini in zakaj je tako zelo pomembna za osebe, ki imajo demenco. Pa če vas vprašam, kaj to sploh rutina je odgovor najbrž vsepovsod isti. Zjutraj vstanem ob tej uri, grem v stranišče in v kopalnico, se uredim in potem, če piješ kavo, si skuhaš kavo in si jo naliješ v svojo najljubšo skodelico. Točno veš, kje sediš pri mizi, kateri je tvoj stol, in ko se usedeš v avto, veš, kam pelje pot in katera je tista prava, ki pelje v službo. In ta rutina je prav zares neka predvidljivost. In ta predvidljivost nam daje v resnici varnost. Točno vemo, kaj imamo v ponedeljek, v torek ali celo v nedeljo. Načrtujemo, si zapisujemo. In ko imamo vse to v rokah, nam to daje neko pomirjenost. Zdaj si pa predstavljajte, da tega ni več. Pri demenci pogosto pride do časovne, krajevne in pa prostorske dezorientacije. Se pravi, ne vejo, kateri letni čas je, nekateri datum, nekateri dan je. Ne vejo, v katerem kraju so. In pogosto se tudi lahko v znanem prostoru zgubijo. Vse to prinese demenca. In če nimajo neke rutine, lahko pride tudi do tesnobe. Lahko pride do strahu in lahko pride tudi do vedenja, ki nam, svojcem, pogosto povzroča preglavice. Rutina zmanjšuje anksioznost, ker predvidljivost dneva pomirja. Olajša tudi delo svojcev, ker manj odločitev skozi dan pomeni manj stresa. Zmanjšuje vedenjske izzive, ker jasna struktura zmanjša možnost zmedenosti, upora ali izbruhov. Povečuje občutek smisla in vključenosti. Rutina mora biti vedno prilagojena osebi z demenco. In še nekaj. Fleksibilnost je tista, ki je ključna. Ne držimo se ure, kot bi rekli v našem pregovoru, kot pijanec plota, ampak moramo biti fleksibilni in ves čas rutino tudi prilagajati osebi z demenco. Kajti, saj veste, ves čas prilagajamo aktivnosti glede na sam potek bolezni. Rutina naj vključuje osnovne aktivnosti, jutranje prebujanje in higiena, obroki, čas za gibanje, prijetne aktivnosti, počitek in večerni ritual. Naj bo preprosto. Dovolj je, da dan teče pa po znanem zaporedju. Tukaj ne gre za strog urnik, ampak za ponovljiv ritem, da ko oseba z demenco izgubi del spomina, ostane ta telesni spomin. Ko zbirate aktivnosti za dnevno rutino, je zelo pomembno, da razmislite, kaj je oseba z demenco nekoč rada počela. Če je oče rad gledal ob 8 recimo poročila, naj to še vedno počne. Če je mama rada zlagala perilo, je seveda vključimo zlaganje perila nazaj v aktivnosti. Svojci ponavadi naredite eno napako. Jaz bom to naredil namesto tebe, ti ne rabiš. Ampak vsakič, ko nekaj naredimo namesto osebe z demenco, ji vzamemo en del dostojanstva. In vzamemo občutek, da še nekaj zmore in v bistvu ne delamo na tem, da ohranjajo sposobnosti, ki jih imajo. Ampak jim jemljemo možnost, da v resnici lahko še kaj sami naredijo. Rutina ne pozdravi demence, ampak osebi z demenco omogoča, da preživi dan z manj stresa, z manj tesnobe in strahu in z več sodelovanja z vami. Saj veste, tudi za vas bo lažje, ko veste, da ob ponedeljkih popoldne ob 3 se usedete z osebo z demenco in pogledate skupaj album, ne rabite več razmišljati, katero aktivnost bi uvedli v vaš vsakdanjik. Poskusite. Poskusite narediti tak urnik, da boste postopoma uvajali po eno aktivnost v vaš dnevni ritual. Lažje bo. Lažje bo tudi, ko bo to nekje zapisano. Vsakdo, ki bo prišel k vam na dom, svojec, ki tudi pride, ko vas ni, oziroma nekdo, ki pride pomoč na domu, bo točno vedel, kaj je na urniku. Za vas bo lažje?
In tudi za osebo z demenco bo lažje, ker bo ta čas predvidljiv. In ne pozabite, urnik ne rabi biti poln do sekunde. Saj veste, tudi oseba z demenco potrebuje počitek in tudi čas za svoj odklop, tako kot tudi vi. Vzemite si čas zase. Saj veste, ne potrebujemo biti popolni, ampak se moramo naučiti, tudi jaz, biti popolna v svoji nepopolnosti. Naslednji video bo ravno govoril o tem, kako izbirati aktivnosti, ki so primerni za vašega bližnjega. Do takrat pa saj veste, spomnim se na tiste, ki so pozabili, in spomnim se tudi na vas, ki ne morete pozabiti.